Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa. Nadaljujemo s prenosi tekem 18. kroga domačega državnega prvenstva Lige Telemach. Zdaj smo v Murski Soboti na Fazaneriji. Se bosta namreč pomerili ekipi Mure in Rogaške. Seveda predtem čaka še ena prvenstvena preizkušnja. Tule zdaj priložnost za goste. Z leve strani se je tukaj v ugodnem položaju znašel Antonijo Majcenič. Ni najboljši strelec Rogaške, čeprav sezone ni začel slati. To pa je priložnost in vodstvo gostov. Vodstvo gostov, ki so po 7 minutah igre izkoristili tole priložnost, ki se jim je ponudila po tej prekinitvi, nepazljivost v Murini obrambi. Na položaju osrednjega napadalca Jovičević. Zdaj Jovičević v kazenskem prostoru. Krasna priložnost in Šabanađa je zadel za izenačenje. Izjemna akcija Mure. Jovičević je podal. Šabanađaj pa je bil povsem samom oddaljenejši vratnici in dosegel svoj 7. gol v tem prvenstvu. Zdaj je sam na drugem mestu. Talison, ki je pred 3 meseci dosegel tudi svoj za zdaj edini gol v državnem prvenstvu. Tole pa je bila nova velika priložnost za Šabanađaja, ki je prejel podajo v prostor. To je tisto, pri čemer je Šabanađaj najmočnejši, tole utekanje. Žan Trontelj pa je tisti, ki bo izvedel ta kot za ta letni čas res vrhunsko pripravljeni zelenici v Murski Soboti. Tole je zdaj priložnost, zaključek škaricami, odličen zaključek Tripija je bil to. V Murski Soboti so uložili precejšnja sredstva, da so posodobili travnato površino. Tole zdaj priložnost za Gradišarja. Oddaljenejši vratarjev kot je sprožil po podaji Korošca. Tule je bilo vse čisto. Žogo elegantno z glavo poslal v Murino mrežo. Kotran tu izkuša prebiti Mihaliča, ki že ima rumeni karton in to bo izključitev. Izključitev na strani Rogaške v zaključku prvega polčasa. 2 rumena kartona smo videli danes, ampak oba je prejel Emanuel Mihalič. Četrta zaporedna tekma, na kateri je dosegel gol Nejc Gradišar. Se je tule Benedičić malce dotaknil žoge. Tudi z roko priložnost za Korošca, ki je pred vrati Mihelaka in prekršek v napadu dosoja Božo Kondič. Tudi Rogaška je tule pletla in pletla ter prišla do priložnosti. Zdaj pa jo je tule skupil Klemen Mihelak. Poglejmo še enkrat. Gradišar lepo za Benedičića. Diagonalna podaja v kazenski prostor. Odlično se je tule odzval. Mislim, da Majcenič. Takrat to posredovanje Roberta Ponisa in Denisa Šabanagića niti ni bilo potrebno. Kondic se je pravilno odločil. Priložnost za Muro in 2-1. Nikola Jovičević je zdaj asistenci dodal še zadetek in popoln preobrat v Murski Soboti. V 54 minuti je Nikola Jovičević dosegel svoj drugi zadetek v državnem prvenstvu, prvega v tej sezoni. Išče v napadu Jako Domjana. Sicer dobil zračni dvoboj, tudi žoga ni prišla do Maroše. Tole je zdaj nevarnost pred vrati Rogaške. Maroša 3-1. 80. minuta. Amadej Maroša še tretjič je klonil Rok Vodišek. Morali so nekako tvegati Slatničani, kaj drugega jim ni
preostalo. Tule pa je Maroša lepo kombiniral s Jakom Domjanom. Vodstvo Mure pred nekaj minutami pa Amadej Maroša za 3-1 in tole je nova velika priložnost za Muro. 3-1 branilcu. Tule je Domjan pred vrati. Domjan strelja. Ostaja brez prvoligaškega prvenca, pa tudi dvignjena zastavica stranskega sodnika iz Ise. Oskar Drobne, ki bo opravil 2 zamenjavi. Matic Marcius in Filip Braut bosta vstopila, medtem ko mi še enkrat spremljamo tole. Vladimir Vermezović, čestitke za zmago. Koliko lažje vam je zdaj, še posebej potem, ker so gostje povedli, vi pa ste se potem fantastično odzvali. Jeste, imali smo, videlo se na prethodnoj utakmici da smo imali tu malo poteškoća kod branjenja prekida, kornera pogotovo i no nesrećeto primili smo taj prvi gol, još se nismo ni zagrejali, a primili smo gol. Na sreću nastavili smo da igramo onako kako smo se dogovorili, ipak danas smo u veznom redu imali puno momaka koji vole da igraju fudbal, koji znaju da igraju fudbal i mislim da je akcija kod prvog gola bila stvarno prelepa, ali čestitke našim igračima danas na zalaganju, na profesionalnom pristupu. Mislim da ukoliko budu ovako nastavili da rade i da igraju, da Mura neće imati problema ove sezone. Še eno tekmo boste zdaj igrali doma, v nedeljo prihajajo vroče Domžale po 4 zaporednih zmagah. Domžale, ki jih v primeru zmage lahko tudi prehitite, kaj pričakujete v nedeljo? Očekujem jednu lepu otvorenu utakmicu, gledao sam juče njih kako igraju. Mislim da je to ovako tehnički dosta potkovana ekipa, u dobrom su momentu, 4 utakmice za redom su dobili, tako da očekujem da bude jedna dobra utakmica. Normalno to je za nas utakmica ne za 3 boda, nego za 6 bodova, jer smo tu direktni konkurenti na tabeli. Tako da odmorit ćemo se, analizirat ćemo i ovu utakmicu i ta koja dolazi. Već za 3 dana smo ponovo ovdje, tako da nema puno vremena ni za radovanje, ni za tugovanje. Oskar Drobne, dober uvod, tudi vodstvo z 1-0, res da dokaj hitro tudi prejet zadetek, ampak je po vašem mnenju zadeva zaključka prvega polčasa danes bila pravzaprav odločilna oziroma nekako povlekla tok srečanja v drugo smer? Ne, mislim da ne. Mislim da smo mi tekmo izgubili v prvem polčasu. Mi smo v prvem polčasu imeli ogromno situacij za rešiti s to globino. Nikako nismo mogli spraviti žoge za njihovo zadnjo linijo. Vse žoge so stajale na glavah njihovih obrambnih igralcev. Več bi mogli stržiti z prvega polčasa. Potem se je pa zgodilo to, kar se je zgodilo po naših napakah, po naših nezrelih napakah. In pa seveda, skrb zbujajoč je zopet prvi zadetek. Zadetek, ki ga je dosegla Mura iz avta 70 metrov od našega gola. To so mokre sanje vsakega trenerja in to se je danes nam zgodilo. Ne, nismo čvrsti pri izvajanju avta, zamujamo pri pokrivanju in oni nam dajo na prazen gol. Mislim, to se pri aktivnem rezultatu absolutno ne sme zgoditi in moje mnenje je, da smo tekmo izgubili v prvem polčasu, ne v drugem. Oskar, verjetno boste morali hitro odmisliti vse skupaj, prihajajo nove preizkušnje v kratkem času, že v nedeljo, gostovanje v Šiški. Ja, pa saj nimamo kaj. Mi zopet, ne da smo odigrali slabo, ker smo izgubili. Odigrali smo zopet v določenih trenutkih precej naivno. Pač ne moremo iz te zone naivnosti, no, in prenalahek način dobivamo te zadetke, ki so obranljivi na neke protinapade. Mi dobivamo gole na protinapade in mislim, naivno, moramo odrastiti in ja, trpimo, ne dobimo točk in čez 3 dni nova priložnost spočiti se, probati dvignati motivacijo na čim višji nivo, ki je seveda že načeta, in poskušati presenetiti v Bravo.
Žan Benedičič, dober vstop v tekmo. Mura je še bila v krču. Se vam zdi, da bi lahko celo bolje izkoristili danes to, kar se je morda tu v Murski Soboti ponujalo? Pa ja, definitivno začetek, kakršnega smo se mi želeli. Mislim, da tudi pravi pristop je bil od samega začetka. Bilo je zelo veliko situacij v prvem polčasu, ki moramo bolj zaključiti. Potem ta gol, nažalost smo treba čestitati za akcijo, tudi Muri res fenomenalna akcija, ampak je bila rešljiva že v zgodnji fazi, kjer se je začelo. Potem pa ta nesrečen rdeč karton, kjer nam je pač otežilo veliko delo. Tu drugi polčas mislim, da smo v redu vstopili, pa prepoceni gol spet. Težko, nimam veliko komentarjev trenutno. Mislim, da treba samo trdo delati, pa verjetno to, da se vseeno še nekaj do konca leta je še 9 točk v igri, tako da probati maksimum izvleči iz tega. Ja, ravno to, kar ste omenili, še precej tekem je, praktično v 10 dneh vas čakajo 3 preizkušnje, prva že v nedeljo. Proti Bravu videli smo sploh v slovenski ligi, lahko praktično vsak premaga vsakogar. Pa ja, se pravim, treba je danes čim prej pozabiti ta poraz. Mislim, da si po eni strani nismo zaslužili, ampak na koncu, ko potegnemo črto, ja, 3-1 rezultat, čestitamo Muri. Ampak verjamem, da bi lahko bilo boljše, ampak treba gledati naprej. 9 točk, kakor ste rekel, vsaka tekma je tekma zase, vidimo, vsak teden so neka presenečenja, tako da tudi mi moramo strmeti svojemu planu, pa da se ta krivulja nekako obrne. Luka Turudija, čestitke za zmago. Vedno bolj uspešno nabirate minutažo tudi v prvi članski ligi, dobro vam gre v mladinski, danes še zmaga proti žilavemu tekmecu. Kako je bilo na igrišču? Na igrišču je bilo kakor vedno, vsaka minuta pride prav. Sreča je bilo, da smo danes še zmagali, zmaga je bila dobrodošla, tako da gremo lepo zdaj, lepa popodnica za nedeljsko tekmo z Domžalami in to je to. Predvsem v zaključku tekme vas je bilo kar veliko tistih, ki igrate tudi za mladinsko ekipo. Kako ste se počutili v teh zadnjih minutah? Ja, super, danes je bilo malo več minutaže, kot ponovadi z Dominom sva prišla skupaj na igrišče. Mislim, da dobro odigrala in pokazala, da se nam lahko zaupa. No, zdaj pa vas čakajo Domžale v nedeljo. Ja, to so moj bivši klub, ampak bomo naredili vse, da prijemo tudi v nedeljo do zmage in to je to.